ki so na neko temo. Začela sem pravzaprav pregledno, najprej klasično umetnost, potem tudi mejne področja likovne umetnosti, potem na tematsko. To je teklo, predstavljali so se umetniki, izbrani umetniki z deli zadnjih 2 let. In to idejo sem, tako da je inače mi rekla, sem razširila na celo Slovenijo, skušala sem razširiti na celo Slovenijo, tako da danes sodeluje 9 galerij, želeli bi pritegniti tudi Ljubljano, ljubljanske umetnike, rojene v Ljubljani in ki delajo v Ljubljani. Žal pa tega zdaj še nismo uspeli, pa bomo še delali na tem, da bomo mogoče pridobili, tako da bi bila res pokrita cela Slovenija. Skratka, umetniki se predstavljajo, kot je Irina povedala, na temo Jaz tukaj zdaj. To pomeni, da so umetniki se osredotočili na svoje intimno bitje, žitje, na svoje razmišljanja, aktualna pač teme, ki jih trenutno okupirajo. Tako da na razstavi so zelo različna dela različnih izraznih sredstev, od videa do od klasičnega slikarstva do videa, internetnih umetnosti, recimo pa zvoka, teh najnovejših že kaj smo pač znali. Vsako bienalno leto se nagradi tudi enega avtorja, in tako smo na otvoritvi izbrali vsi kustosi, ki smo prišli iz cele Slovenije, pač na en tak zelo demokratični način avtorja, in tokrat smo se odločili, da nagradimo Uroša Weinbergerja, slikarja iz Novega Mesta, tako da bom še enkrat čestital. To je dobro. Uroša zanimajo pač tematike, pereče tematike vsakdana, od ekologije, tržnega nasilja, vojne tematike, podnebne vojne in tako naprej. In to je ena, to je pač letos smo, oziroma na tej razstavi se predstavil s tem delom Acid Rain, to se pravi kisel dež, ta ekološka tema. Drugač pa mislim, da danes so navzoči tudi nekateri drugi umetniki iz vašega okolja. Takole, ja, vsaka galerija je pač izbrala bo dva umetnika, dva avtorja. Cveljska galerija sodobne umetnosti je izbrala Majo Korušček, ki se predstavlja v 4. sobi z videom, ki mislim, da je dosta aktualen prav za trenutno situacijo oziroma krizo, saj govori o razmerih, ki vladajo na področju dela, o iskanju zaposlitve skozi osebno zgodbo, skozi osebne doživljaje, skozi, moram reči, kljub temu večni optimizem glavne protagonistke. Drugo delo je delo Andreje Đakošić, ki ga vidite tukaj na televiziji, gre za video, ki se prav tako ukvarja, mislim, z precej perečo situacijo, ki jo občutijo umetniki v umetniškem sistemu. Namreč delo obravnava večmo politiko umetniškega sistema, predvsem tisto, ki se ukvarja z ekonomskim, ki se odraža v ekonomskem statusu umetnikov. Na videu si boste lahko pogledali, najbolje je, da prisluhnete preko slušalk, ker se večkrat bolje sliši zvok, njihovo osebno videnje delovanja umetniških sistemov, njihovo prezentiranje njihove življenjske situacije oziroma eksistence in pa strategij, s katerimi se borijo, rečemo temu, izboljšati svoj, ne samo ekonomski, ampak bi rekla tudi družbeni položaj. Celotno postavitev bi vam večkrat razložila, mogoče med tej sobi smo se usmerili predvsem na tiste umetnike in tiste avtorje, ki se dotikajo predvsem, rečemo temu, zunanjega sveta, in sicer na tej strani gre za umetnike, ki se dotikata, rečemo, dnevne politike, Uroša Weinbergerja, ki se dotika okoljske politike, gre za
sodobnega sveta, kjer prevladujejo seveda kapitalske vrednote in kjer je profit tisti, ki vedno popolnoma zanemari ljudi in pa seveda okolje samo. Se pravi, gre za ekološko problematiko in za svet, na kakršno vedno bolj seveda živimo v današnjem svetu danes. Tretje je, kot sem že omenila, umetniški sistem, politika umetniškega sistema oziroma ekonomski status umetnikov samih. V drugi sobi gre za delo Ane Čigon, za njeno video delo. Ko si ga boste ogledali, boste videli, da gre v delu za tisto, kar si mi vsak dan skozi celotno življenje nenehno prizadevamo. V tretji sobi gre za dela, kjer je njihova skupna rdeča nit, mogoče neka skrivnostnost, magičnost, minljivost, sprav nek notranji svet in pa dimenzije, ki jih lahko zaznamo predvsem skozi naše subtilno dojemanje notranjega in sveta okrog sebe. V četrti sobi imajo Hodovšek, kot sem rekla, za situacijo, ki vlada danes, v tej eksistenčni stiski mnogih oziroma večine ljudi. In v četrti sobi mogoče odgovor na Anino delo, da mogoče tisto, kar vsi iščemo, lahko najdemo v sami pojavnosti sveta, ki nas okroža, v vsakdanjih stvareh, drobnih, v materialih in strukturah okolja, ki